Gospe in gospodje, v dvorano prihajajo Prešernov nagrajenec za leto 2018 gospod Janez Mejač, predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada gospod Vinko Möderndorfer, minister za kulturo Vlade Republike Slovenije Anton Peršak in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani obiskovalci, dobrodošli v veliki dvorani predsedniške palače na dnevu odprtih vrat, ki ga na pobudo predsednika Republike Boruta Pahorja ob vsakem državnem prazniku pripravlja Urad predsednika Republike Slovenije. Tako so tudi ob današnjem prazniku, Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, vrata predsedniške palače odprta za vse. Kasneje si boste najlepše prostore lahko tudi ogledali. Včeraj, na predvečer slovenskega kulturnega praznika, je upravni odbor Prešernovega sklada podelil letošnje Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. V veliko čast nam je, da so z nami danes Prešernov nagrajenec za leto 2018, baletni solist, koreograf in režiser gospod Janez Mejač. Predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada, gospod Vinko Möderndorfer. In minister za kulturo Vlade Republike Slovenije, gospod Anton Peršak. K osrednjemu nagovoru ob slovenskem kulturnem prazniku vljudno vabim predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Spoštovani nagrajenec, predsednik sklada, gospod minister, gospe in gospodje, najmlajši državljančki. Sprejmite prosim vsi in preko vas vse državljanke in državljani, vse Slovenke in Slovenci, doma in vse povsod po svetu, moje najbolj iskrene čestitke ob današnjem državnem prazniku, ob kulturnem prazniku. Slovenci smo eden tistih redkih narodov v Evropi in na svetu, ki kulturo proslavijo s praznikom. Danes je ta praznik. Tako po odzivu tukaj v dvorani ob dnevu odprtih vrat, to je zdaj že 6. leto, ko imamo to prakso, pa tudi po odzivih, ki jih lahko vidim, ne samo na predvečere kulturnega praznika v šolah in vrtcih, ampak sploh ob kulturnih praznikih, ki jih prireja naša mladina, otroci, šole, vrtci, vse povsod po naši domovini. Slovenci živimo s kulturo. Včeraj smo sicer lahko slišali, tako kot se mi zdi prav za tako proslavo, kritične besede na račun oblasti glede skrbi za kulturo. Mislim, da bi nas smelo bolj od tega skrbeti samo, če takih kritičnih besed ne bi bilo. Mislim, da je prav, da so, da tisti, ki smo za to odgovorni, tem prisluhnemo in da poskušamo storiti, kar je v naši moči, zato da kultura ostane to, kar je vedno bila za Slovence, v dobrih in v slabih časih. Nek navdih za naše sanje. Spomnim se, pred nekaj dnevi, malo prej sem povedal to anekdoto našim gostom, je pred me stopil fantek, star 5 let,
skupaj s starši. Jaz sem se ustavil in je rekel, rad bi vam nekaj zapel. No, sem rekel, če je tako nujno, potem pa le. In mi je zapel himno. To se mi je zdelo zelo lepo. V enem trenutku se mi je zdelo, da mogoče vendarle po več kot četrt stoletja naše države in domovine, zlasti mladi rod, tudi preko kulture, zlasti preko kulture, diha to našo domovino, to našo skupnost. Oni, najmlajši, so rojeni v tej državi, nimajo izkušnje z drugimi. Tisti, ki smo starejši, lahko primerjamo, lahko analiziramo, oni ne. Oni so rojeni v tej državi, v tej domovini, druge nimajo in se mi zdi, da jo zelo doživeto tudi živijo. In kolikor je v moji moči, se bom trudil, da bo tako tudi ostalo. Sprejmite torej moje čestitke, mojo hvaležnost, da ste se danes odzvali vabilu in prišli na dan odprtih vrat. Danes je prav poseben dan, ne samo zaradi praznovanja kulture, ampak ker je to ena redkih priložnosti ob dnevu odprtih vrat, da nagovori navzoče tudi nagrajenec, tokrat nagrajenec, ki je dobil visoko Prešernovo nagrado za svoje baletno ustvarjanje, za svoje plesno ustvarjanje, gospod Mejač, in imamo izredno priložnost, da nam bo kratko spregovoril. Prosim, beseda je vaša, izvolite. Dragi moji, bom rekel, odkrito bom povedal, da bi, tako kot sem včeraj že povedal, da bi raje zaplesal kot govoril. Presrečen, počaščen, notranje vznemirjen, da sem v družbi velikih Prešernovih nagrajencev, v družbi notranje bogatih ljudi. Ples je ples, in telo, telo in sodelujeta vedno. Samo še en stavek iz gnostične himne. Kdor ne pleše, ne ve, kaj je življenje. Plešite! Srečno! Najlepša hvala, gospod Mejač. V letošnjem letu mineva 100 let od smrti Ivana Cankarja, enega izmed najpomembnejših slovenskih literarnih ustvarjalcev. Zato je Vlada Republike Slovenije leto 2018 razglasila za Cankarjevo leto in imenovala častni odbor, ki mu predseduje predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na današnji kulturni praznik se bomo Ivanu Cankarju poklonili s kratkim kulturnim programom, ki so ga posebej za to priložnost pripravili člani Okteta Raskovec, spisateljeve rodne Vrhnike. Oktetu Raskovec smo prisluhnili v uvodnem delu ob izvedbi himne, v nadaljevanju pa nam bodo zapeli Cankarjevo pesem Vso svojo ljubezen, ki jo je uglasbil Tomaž Habe. Pevcem, ki pod vodstvom Mitje Drašlerja delujejo od leta 1992 in ki so bili za svoje interpretacije večkrat nagrajeni, se bo pridružil ljubiteljski igralec Franci Bozovičar, ki bo interpretiral odlomek iz Cankarjeve črtice Skodelica kave. Izvolite. Pred 15 leti sem prišel domov in sem ostal doma 3 tedne. Ves tisti čas sem bil potrt in zlovoljen. Stanovanje smo imeli pusto, v nas vseh je bilo, zdi se mi, nekaj težkega, odurnega, kakor vlažna senca. Prve noči sem spal v izbi. Včasih sem se ponoči zbudil, pa sem videl temi, da je bila mati vstala iz postelje in da je sedela za mizo. Čisto mirno, kakor da bi spala. Dlani je tiščala k čelu, njen beli obraz se je svetil, tudi če je bilo okno zagrnjeno in ni bilo zunaj ne lune, ne zvezd.
Poslušal sem natanko in sem razločil, da to niso penje spečega, temveč mukoma zatajevano ihtenje. Odel sem se preko glave ali skozi odejo in tudi še v sanjah sem slišal njeno ihtenje. Preselil sem se pod streho, v senco. V ta svoj dom sem plezal po strmih, polomljenih stopnicah, lestvi podobnih. Postlal sem si v senu, pred vrata na klanec pa sem si postavil mizo. Razgled moj je bil siv, razglodan zid. V zli volji, v potrtosti in črnih skrbeh sem pisal takrat svoje prve zaljubljene zgodbe. Siloma sem vodil svoje misli na bele ceste, na cvetoče travnike in dišeča polja, da bi ne videl sebe in svojega življenja. Nekoč sem si zaželel črne kave. Ne vem, kako mi je prišlo na misel. Zaželel sem si je. Morda za tega del, ker sem vedel, da niti kruha ni doma, kaj šele kave. Človek je v sami razmišljenosti hudoben in neusmiljen. Mati me je pogledala z velikim plahim pogledom in ni odgovorila. Pust in zlojevoljen, brez besed in pozdrava sem se vrnil pod streho, da bi pisal, kako sta se ljubila Milan in Breda in kako sta bila oba dva plemenita, srečna in vesela. Roko v roki, oba dva mlada, od jutranjega sonca obžarjena, v rosi umita. Začul sem tihe korake po stopnicah. Prišla je mati. Stopala je počasi in varno, v roki je nesla skodelico kave. Zdaj se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa, kakor v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal poševen pramen opoldanskega sonca naravnost materi v oči. Večje so bile in čistejše, vsa nebeška luč je odsevala iz njih, vsa nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale, kakor otroku, ki prinaša vesel dar. Jaz pa sem se ozrl in sem rekel z zlobnim glasom: pustite me na miru, ne maram zdaj. Ni še bila vrhu stopnic. Videl sem jo samo do pasu. Ko je slišala moje besede, se ni ganila. Le roka, ki je držala skodelico, se je tresla. Gledala me je prestrašena. Luč v njenih očeh je umirala. Od sramu mi je stopila krivlica. Stopil se mi naproti s hitrim korakom. Dajte, mati. Prepozno je bilo. Luči ni bilo več v njene oči, smehljaja ne več na njene ustnice. Popil sem kavo, pa sem se tolažil. Zvečer ji porečem tisto besedo, tisto ljubeznivo, za katero sem ogoljufal njeno ljubezen. Nisem mi rekel ne zvečer, ne drugi dan in tudi ne ob slovesu. 3 ali 4 leta kasneje mi je tuja ženska prinesla v kavo v izbo. Takrat me je spreletelo. Zaskelelo me je v srcu tako močno, da bi vzkriknil od bolečine. Zakaj? Srce je pravičen sodnik in ne pozna malenkosti.
Najlepša hvala Franciju Bozovičarju in članom Okteta Raskovec. Pred pričetkom vodenega ogleda prostorov Urada predsednika Republike Slovenije sledi skupinsko fotografiranje predsednika Republike Slovenije s Prešernovim nagrajencem, predsednikom upravnega odbora Prešernovega sklada ter ministrom za kulturo pred zastavami. Hvala. Uvodni del programa Dneva odprtih vrat je zaključen. Obiskovalce vljudno vabim na vodeni ogled prostorov in